veliki nagradi Nizozemske leta 1962 smo bili na progi v Zandvoortu priča revoluciji v Formuli 1. Namreč ekipa Lotus je predstavila svoj model 25. Bolid, ki se znamuje Formulo 1 še danes. Poleg ostalega je bil to prvi bolid v Formuli 1, kateri je uporabljal novo zasnovo šasije, tako imenovan monokok, oziroma enotno šasijo ali pa školjko, odvisno katerih virov berete. V bistvu ne gre za nič revolucionarnega, namreč to idejo je uporabil Henry Blot že leta 1915 v Indianapolisu in je bila konstrukcijska prvina, katera je bila že udomačena v letalski industriji. A vseeno v Formuli 1 kaj takega še nismo videli. In čeprav danes se dostikrat uporablja te izraze kot neke učene in, zapletene zadeve, gre za zelo enostavno stvar. Namreč do tedaj je bila šasija sestavljena iz zvarjenih cevi, nad katerimi je bila napeta aluminijasta koža. No, kaj je v resnici ta školjka monokok? Nič drugega kot navadna škatla. Namreč monokok je to, da je nosilnost vse šasije odvisna od oblike in nosilni so vsi deli, če se razumemo. Tako se dobi lažjo in predvsem bolj togo strukturo kot tisto, kar smo imeli prej, kar bomo videli v nadaljevanju, malce s primerjavo številk in kar je zanimivo, za razliko od tiste z cevasto šasijo ima monokok eno posebnost. Kot sem povedal, elementi, oblika je tista, ki daje trdnost in drži strukturo. Ukolikor se zgodi nekaj, nepredvidenega in se oblika tega bolida spremeni, tega monokoka v bistvu v trenutku popusti in ni več nosilen. Bolid Lotus 25 je bil revolucionaren še zaradi dosti drugih zadev, drugih idej, ki so prihajale spet iz preteklosti in si jih bomo na hitro pogledali sedaj. Namreč imenoval je bil ljubkovalno med vsemi profesionalci kopalna kat. Namreč vozniki so imeli izjemno nizek položaj sedenja, seveda za standarde tiste dobe, in če pogledamo, so v bistvu ležali. In ta monokok, ko so odkrili ta pokrov, je nekako izgledal kot kopalna kat. In zato so Lotus 25 tako tudi ljubkovalno imenovali. Nič novega, to smo videli že leta prej pri bolidih NSU. Tudi Lotus 25 je imel na prednjem petju blažilce in vzmeti v šasiji, to se pravi postavljene notri, za razliko od ostalih bolidov, ki so jih imeli povečinoma še zunaj. In tudi ta ideja je prišla iz Maseratija iz leta 1948. Kar je zanimivo za leto 62, da bomo malce bolj razumeli, kje je bila ta revolucija, je to, da so pri Lotusu naredili v bistvu dva modela. Klasičnega, s tisto cevasto šasijo, ki sem jo opisal malce prej, imenovalo ga Lotus 24, katerega so prodali svojim strankam, in tega revolucionarnega 25. In ko so primerjali ti dve šasiji med seboj, je prišlo do izraza to, da je bil Lotus 25 trikrat bolj to kot Lotusa 24, kar je ogromno, se strinjamo vsi. In tudi ta čelna površina Lotusa 25 je bila bistveno manjša od tistega pri Lotusu 24, čeprav sta bila enake zasnove, le način konstruiranja je bil drugačen. Naprimer, Lotus 25 ima čelno površino 0,47 kvadratnega metra, Lotus 24 pa 0,88. Sedaj boste rekli, ja, saj 0 pa nekaj, majhne številke, majhna razlika. Razlika med enim in drugim je 19%. Meni je to ogromno. Kar je bilo tudi zanimivo pri tem bolidu, kje je Colin Chapman kot glavni inženir in izumitelj tega bolida postavil rezervarje. Gumijaste rezervarje je dal ob bok voznika, to se pravi zraven njegovega sedeža, v najbolj idealno točko za težišče. Vsak se lahko zamisli, kako nevarno je bilo to. Pri Lotusu 25, kar je najbolj zanimivo pri tej zgodbi, je tudi to, da je koncept tega bolida, tiste prve skice, narisal Colin Chapman praktično na prtiček v restauraciji. Dobil je navdih in takoj spravil na papir tisto idejo, da so jo potem naredili v njegovi tovarni, v njegovi ekipi.
Ta ideja monokoka je seveda še danes v Formuli 1. Vidimo v šasiji, seveda, materiali so drugačni, razvoj je šel naprej, a bistvo je enako. In ne smemo pozabiti, da je prav Lotus 25 tisti bolid, s katerim je Jim Clark osvojil naslove svetovnega prvaka 63., delno tudi 65., ter v obeh sezonah tudi konstruktorski naslov. Je eden izmed tistih bolidov, kateri so začeli premikati to mejo razvoja bolidov Formule 1 daleč naprej, daleč v tisto področje neznanega, katerega raziskujemo še danes. Lotus 25 je eden izmed tistih pomembnih mejnikov v zgodovini Formule 1 in prav je, da poznamo nekaj njegovih skrivnosti. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.